Danes v Pomurskem dnevniku. Minister Kumer na obisku v Pomurju. Strokovni posvet turizem in šport. Predsednica Musar sprejela nogometaše. Slovenske nogometašice premagale Latvijke. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Minuli petek je Pomurje obiskal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Po njegovih besedah se je sam želel prepričati o dobrih praksah ter kako lahko pomaga. Več pa v prispevku. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je minuli petek obiskal krajinski park Goričko, proizvodnjo paradižnika Lušt, novo postavljene sončne elektrarne na kmetijskih poslopjih ter se odpravil naprej v Lendavo, kjer si je ogledal še sistem daljinskega ogrevanja. Ministra Kumra pa smo ustavili in o namenu obiska povprašali v podjetju Lušt. Meni je vsekakor, da obiščem in da se v živo prepričam z dobrimi praksami. Na eni strani trajnostno naravnana podjetja, ki lahko država še bolj aktivno oziroma proaktivno pomaga. Na drugi strani pa tudi, da ohranjamo, jaz bi temu rekel, ne samo regionalne, ampak nacionalne šampione. Pri obisku v podjetju Lušt sem se lahko prepričal, da ne samo, da zelo dobro poslujejo, ampak da res v vseh svojih načinih poslovanja so trajnostno orientirani. To je zelo pomembno za naše ministrstvo, ki podpiramo okoljsko čiste projekte, energetsko varčne projekte in konec konca se vse skupaj združi v podnebnih politikah. Kaj pa je ob obisku Lušta povedal minister? Spoznal sem tudi, da potrebujejo še nadaljnjo pomoč države v smeri nadaljnega izkoriščanja okoljsko čistih virov. Tukaj vemo, da je zelo velik potencial geotermalne energije. Naša vlada je prvič do zdaj v zgodovini Slovenije namenila velika sredstva za nadaljnjo izkoriščanje. Nedolgo tukaj, malo stran, se bo začela prva vrtina, ki se bo šla v smeri popolnoma trajnostne načine pridobivanja energije iz geotermije, se pravi reinjekcijska metoda. Nekaj podobnega moramo tudi zagotoviti še pri drugih podjetjih in seveda popolnoma odpraviti fosilne vire, ki so prvič dragi, so nezanesljivi, predvsem pa ves denar gre v tujino. Slovenija pa vseeno bogata z naravnimi obnovljivimi viri energije. Pred obiskom Lušta pa je imel možnost videti tudi velik slovenski biser, kot je dejal, krajinski park Goričko. Tem sem imel možnost videti, jaz bi temu rekel, res en velik slovenski biser, krajinski park Goričko. Prvi sem imel možnost ga obiskati, gre res za naravni lepotec. Tudi tam se soočajo podobnimi izzivi v smislu energetske samooskrbe, samozadostnosti. Ravno tako morajo izkoriščati fosilne vire, v tem primeru plin. Tako da moramo tudi na našem ministrstvu poskrbeti ne samo za velike projekte, ampak za večje število manjših projektov. Tako da iz prve roke sem tudi videl, s kakšnimi izzivi se pa tovrstni projekti oziroma krajinski parki soočajo. In kar pa mene veseli je pa, da imajo zelo veliko načrtov za naprej in rabijo res večjo podporo s strani ne samo našega ministrstva, ampak vseh drugih državnih organov. V nadaljevanju pa je torej minister obiskal še Lendavo, kjer si je ogledal daljinsko ogrevanje, ki je tudi primer dobre prakse izkoriščanja drugih virov energije, hkrati pa tudi učinkovite rabe energije. Sekcija daljinskega ogrevanja pri energetski zbornici so te ukrepi, ti razpisi pozdravili. Zdaj bi seveda se tudi prepričal, ali so ti razpisi dovolj dobri, dovolj ciljno naravnani, dovolj bogati. Če lahko tukaj še karkoli pomagamo, podpremo, sem absolutno odprt in se veselim tudi tega obiska.
Občina Moravske Toplice je minuli petek v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, Slovensko turistično organizacijo, Občinsko športno zvezo Moravske Toplice in Turistično-informacijski centrom Moravske Toplice pripravila strokovni posvet Turizem in šport, šport in turizem, športna infrastruktura, ki je potekal v hotelu Ajda. Posveta Turizem in šport, šport in turizem, športna infrastruktura se je udeležilo okrog 70 uglednih udeležencev. Od odločevalcev na državnem in lokalnem nivoju do drugih priznanih strokovnjakov in deležnikov iz področja športa in turizma, tako iz Slovenije kot iz tujine. Po lanskem posvetu na istovrstno temo v Panonski vasi, posvet v Moravskih Toplicah postaja tradicionalen. Tisto, kar mi je pomembno, je, da ne samo, da so tukaj ljudje, ki jih zanima, ne samo župani, tudi strokovnjaki iz Slovenije. Imeli smo tudi že prve goste iz sosednjih držav, torej bo nekaj mednarodnega nastalo v Moravskih Toplicah v Prekmurju. To mi je všeč. Kot drugo, pogovarjali smo se o infrastrukturi lansko leto. Stvari, ki smo jih obljubili, smo že letos realizirali, zunaj razpis največji v zgodovini te države, ker se je bistveno povečala finančna pomoč države. Če lansko leto je bilo maksimalno 4 milijona, leto že milijon. Ampak tisto, kar pa je pomembno v javni razpravi, je pa tudi strategija razvoja športne infrastrukture za 10 let. To je pa tisti del, na katerega lahko računajo nacionalno, državno in regijsko pomembni projekti. Mene so vprašali na samem posvetu, kako bo država prisilila občine, da se dogovorijo, kaj je za regijo pomembno. V vsakem primeru država tega ne bo izbrala, ampak občine, kadar gre za denar, se znajo zelo hitro povezati. Župani pomurskih občin so se tako dotaknili projektov, ki se jih želijo lotiti v prihodnosti na področju športne infrastrukture. Župan občine Moravske Toplice Alojz Glavar se je tako dotaknil večnamenske dvorane v Moravskih Toplicah. Mi smo, seveda, ko smo vse to razmišljali o Moravskih Toplicah, ugotovili, da v bistvu rabimo en objekt, ki ne bo samo športna dvorana, ampak bo neke vrste večfunkcijski center. To pomeni, da bo dvorana primerna za koncerte, da bo primerna za nekatere vrste športov, se pravi dimenzijsko, in da bo tudi kulturna dvorana in pa še kongresni center. Župan mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj pa je spregovoril o gradnji dodatnih tribun na mestnem stadionu Fazanerija. Si upam trditi, da športniki in športne ekipe bistveno presegajo z rezultati samo infrastrukturo, ki jo imamo na razpolago. Hitro lahko ugotovimo, da ti športni objekti dejansko ne zadoščajo tistim višjim kriterijem, tudi za vrhunske dogodke, in tukaj mi precej zaostajamo tudi za drugimi regijami. Eden od takšnih objektov je stadion Fazanerija in sam izgled stadiona dejansko je sedaj takšen, da dejansko manjka ta lok. Stadion s tem nima neke zaključene celote, ker tudi rezultati nogometnega kluba in kot je tudi bilo povedano, sam nadaljni razvoj nekako zahteva, smo tudi v mestni občini pristopili k projektu, da se ta lok poveže, namreč v tem loku se dobijo tudi prepotrebni prostori za delovanje samega društva. Župan Beltincev Marko Virak pa je na dan prinesel idejo o izgradnji atletskega stadiona. Zdaj, kaj so seveda razlogi za izgradnjo stadiona pri nas? Je jasno, v regiji rabimo 400-metrski stadion oziroma stadion 400-metrsko stezo, progo, kakorkoli, v Beltincih to že obstaja. Nekateri starejši, bom prav pa tudi sam, smo doživljali, da se je v Beltincih izvajalo so regijska tekmovanja, tudi določena državna včasih, zato smo verjetno upravičeni, da lahko povemo, da je naša težnja potem, da se pri nas potem iz tega trenutno obstoječega stadiona naredi nov stadion. Seveda gre za rekonstrukcijo, vsi potrebni dokumenti so pripravljeni, se pravi projekt je ready to go, usklajeni z Atletsko zvezo Slovenije, dovoljevali ali pa dopuščali bodo tudi tekmovanja, predvsem za mlade na najvišjem tekmovalnem rangu. Potem seveda naslednji razlog je, da športna infrastruktura seveda predstavlja enega ključnih dejavnikov razvoja športa, pa ne samo tega, ampak vseh športov. Na koncu pa je o gradnji strelišča spregovoril še župan občine Turnišče Borut Horvat. Nekako ugotavljamo tudi preko Strelske zveze Slovenije, da v Sloveniji zaprtega strelišča za olimpijske discipline, se pravi za 50 metrov, nimamo. Se pravi, ta
ta disciplina je tudi prinesla olimpijske 3 medalje. Se pravi, mislim, da je prva zlata olimpijska medalja bila ravno v strelstvu. Se pravi, gospod Rajmond Debevc, v katerem tudi naše društvo sodeluje, v katerem tudi mi kot občina sodelujemo, v drugih projektih tudi, ki so neposredno povezani tako z razvojem strelstva v naši občini, kot tudi širše v regiji oziroma v državi. Zdaj, reprezentanca Slovenije, to tudi pomemben vidik, te svoje priprave izvaja večinoma v tujini, se pravi, kar je povezano potem tudi z samimi logističnimi zadevami, se pravi, po domače vedno, če vem, nosimo denar drugam, zakaj ga ne bi k nam nosili, zakaj ne bi ta denar potem povezavi tudi s turizmom uveljavili oziroma uporabili tukaj in dosegli neke multiplikativne učinke, ravno kot je gospod Franci Petek omenil, se pravi, Nordijski center Planica, nekako tudi mi smo to zgodbo v tej smeri zapeljali oziroma tako zastavili. Predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar je nagrado Brdo priredila sprejem za člane in strokovno vodstvo moške nogometne reprezentance, ki se pripravljajo na Evropsko prvenstvo v nogometu Euro 2024. Poglejmo si, kako je bilo. Evropsko prvenstvo v nogometu, na katerem bo nastopila tudi slovenska nogometna reprezentanca, se bliža, zato je predsednica republike Pirc Musar pred odhodom fantov v Nemčijo sprejela reprezentanco. V uvodu nagovora je poudarila simboliko srečanja, ki povezuje državni protokolarni objekt Grad Brdo in nacionalni nogometni center Brdo, ponos Nogometne zveze Slovenije. Kraj današnjega srečanja je torej izbran simbolno, saj nas povezuje. Tako kot Slovenke in Slovence povezujete naše izvrstni športnice in športniki. No, izbran je bil seveda tudi zato, ker vem, da je selektor Kek zelo natančen, kar se tiče urnika treningov in zato mu ne želimo odvzeti dragocenih minut. Vaš trud, predanost in borbenost so nas vse navdihnili in ponosni smo, da boste zastopali našo državo na tako prestižnem tekmovanju. Dodala je še, da uspeh moške nogometne reprezentance ni zgolj športni dosežek, temveč simbol enotnosti, vztrajnosti in neomajne volje, ki so ključne vrednote vsake prave ekipe. Čeprav so bile temperature v Stožicah tisti ponedeljek, 20. novembra lani, kazahstansko nizke, so bila srca vseh, ki smo vas spremljali na polnih tribunah in tistih, ki so bili pred ekrani, razgreta. S toplino in čustvi pa ste jih napolnili ravno vi, svojo nepopustljivostjo in mojstrskimi potezami. Vaš uspeh ni samo športni dosežek, temveč tudi simbol enotnosti, vztrajnosti in neomajne volje, ki so ključne vrednote prav vsake ekipe. Vsi smo spremljali vaše napore na igrišču, vaše tekme in videli smo, kako ste z vsakim korakom, z vsako podajo in z vsakim strelom dokazovali svojo predanost in željo po uspehu. Slovenke in Slovenci bomo z vami na vsakem koraku, navijali bomo za vas in verjeli v vašo igro, saj ste, ni odveč neštetokrat to poudariti, naš ponos. Predsednica je izpostavila tudi pomembnost enakopravnosti v športu, še posebej med moškimi in ženskami. Kot predsednica Republike Slovenije se zavzemam za to, da bi imeli ženske in moški enake možnosti v vseh športnih panogah, tudi v nogometu. Naši ženski nogometni reprezentanci želim, da bi sledila vašemu zgledu in se kmalu tudi sama uvrstila na velika mednarodna tekmovanja. Vendar pa enakopravnost ni samo vprašanje ob večjih tekmovanjih. Gre za širšo zavezanost pravičnosti in enakosti v vseh vidikih športa, od financiranja do medijske pokritosti, do dostopa do kakovostnih treningov in infrastrukture. Podpiranje enakopravnosti v športu pomeni vlaganje v izobraževanje, infrastrukturo in podporne programe za vse športnike, ne glede na spol. Na koncu je nogometašem še čestitala za njihov dosežek in jim zaželela veliko uspeha na prihajajočem prvenstvu. Mladi, ki vas spremljajo, vidijo, da so sanje dosegljive in da je trdo delo smiselno in da se lahko z vztrajnostjo in predanostjo dosežejo velike stvari. Vi ste vzorniki prihodnjih generacij in vaše zgodbe bodo navdihovale mnoge mlade športnike, ki bodo sledili vašim stopinjam. Ponosni smo na vas in prepričana sem, da boste uspešno zastopali Slovenijo. In naj zaključim z navijaškim sloganom, ki je last slovenskih navijačev in navijačic, ter nas bodri že več kot 3 desetletja in si ga nihče ne bi smel prisvojiti. Kdor ne skače, torej ni Slovenc. Srečno, dragi fantje, in srčno. Hvala lepa.
Predsednica bo za nogometaše na Euro 2024 navijala 20. junija v Münchnu na tekmi med Slovenijo in Srbijo. Po Moldavkah in Makedonkah pa so padle še Latvijke. V soboto so slovenske nogometašice na zadnji tekmi kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2025 v Fazaneriji visoko premagale Latvijke s kar 6-0. Več pa v novici. Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v tretji tekmi kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2025 v Murski Soboti visoko premagala reprezentanco Latvije s 6-0. Izbranke Saše Kolomana so prišle še do tretje zmage v teh kvalifikacijah. Že pred tekmo smo vedeli, da bomo favorit v tej tekmi in da smo v Fazaneriji nekaj bili dolžni še tekme z Belorusijo, ker nismo zadeli in mislim, da smo danes imeli pravi pristop kljub temu, da je bila tekma malo zamaknjena, smo ostale zbrane in mislim, da smo danes dokazali in pokazali, da znamo igrati in znamo tudi zabijati gole. Mislim, da ko smo zadeli prvič, smo morda mislili še v prvem času kakšen gol več, ampak mislim, da smo v drugem polčasu prišli na igrišče z eno mislijo in to je bilo, da damo čim več golov, da pokažemo Latvijkam, da pridemo v njihovo državo še več zadeti in mislim, da smo dokazali, da je tukaj boljši. Svoj 100. nastop za reprezentanco pa si bo zagotovo zapomnila kapitanka reprezentance Mateja Zver. Res sem bila pred tekmo malo nervozna, potem ta predstava tekme me je še malo bolj nervozno naredila, ampak ja, čim prej sem se morala zbrati in začeti igrati kot vsako drugo tekmo. Res je 100. tekma nekaj posebnega. Danes sem videla tudi sedaj po tekmi nekaj bivših soigralk, starejših in res so me presenetili vsi. Tako da ja, gremo naprej in res sem vesela za to presenečenje in 100. tekmo, ki sem jo doživela. Naslednja tekma Slovenke čaka v torek, ko bodo tekmice znova Latvijke v Sloki. Kaj pa v nadaljevanju meni selektor Koloman? Sigurno je cilj biti prvi v skupini, cilj je zmagati vse tekme, cilj je ne prejeti zadetka. Hočem, da se forma stopnjuje do oktobra, kjer bo prvi play-off. Mi moramo verjeti, da smo sposobni več. Mi moramo začeti verjeti v to, da lahko igramo nogomet. To smo danes tudi pokazali. Punce morajo začeti verjeti v to, kar jim mi govorimo. Morajo zrasti, morajo povečati samozavest in jaz mislim, da potem tudi oktobra bilo koga bomo že dobili iz te A skupine, se pravi najbolj kvalitetne skupine, mislim, da jim ne bo lahko. Ampak preden začnemo o tem razmišljati, moramo prvo delo tle narediti. Za konec še preverimo vremensko napoved. Danes je bil v naših krajih oblačen in deževen dan. V Murski Soboti, Krajinskem parku Goričko, v Radencih in v Lendavi je bilo opoldne namerjenih 16 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru se bodo gibale med 13 in 14, podnevi pa med 23 in 24 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno, zjutraj pa bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bodo možne posamezne krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v hribovitih krajih. Zapihal bo jugozahodnik. V četrtek bo večinoma sončno, več oblačnosti bo občasno v zahodnih krajih. Popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Postopno bo topleje. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 13 do 15, čez dan od 26 do 28 stopinj Celzija. Toliko za danes v Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do jutri.